mesto Zavoda za varstvo kulturne dediščine smo v lanskem letu pripravili razstavo, ki govori o varstvu kulturne dediščine v jugovzhodni Sloveniji. To je na območju, ki ga naša območna enota tudi pokriva. Želeli smo predstaviti naše delo v zadnjih 10 letih in s to razstavo tudi začeli nekako praznovanje naše 40-letnice delovanja, ki pa poteka v letošnjem letu. Na panojih so predstavljene vse zvrsti dediščine, vse občine, ki jih naša območna enota pokriva in tudi vse stroke, ki delujejo na Zavodu za varstvo kulturne dediščine. Kot sem že omenila, smo na panojih predstavili naše delo v zadnjih 10 letih in tudi vse zvrsti dediščine, ki se pojavljajo v jugovzhodni Sloveniji. Tako da je na prvi skupini panojev so predstavljena predvsem arheološka dediščina in tudi dediščina, ki je precej povezana tudi z arheološkim načinom raziskovanja. Tako smo predstavili arheološke tematske poti, ki so bile prav v zadnjih letih kar nekaj urejenih na Dolenjskem, od Svingarja v Dolenjskih Toplicah do arheološke poti na Vinjem Vrhu pri Šmarjeških Toplicah in pa arheološko najdišče Marof, kjer je v pripravi ena taka širša predstavitev območja. Potem tudi pri prezentaciji protiturških taborov je zelo pomembno vlogo imela arheologija in raziskovanje tega, kar je pod tlemi, in s tem smo potrdili in odkrili kar nekaj protiturških taborov. Tu sta predstavljena predvsem Semič in pa Mirna Peč. V nadaljevanju smo precej namenili tudi prenovi mestnih jeder. V zadnjih letih je ta prenova potekala predvsem v Novem mestu in v Črnomlju. Pred leti je pa tudi v Brežicah zelo intenzivno ta prenova potekala in tudi tu so pomembno vlogo igrala tudi arheološka raziskovanja, ki so nam omogočila tudi poznavanje preteklosti in pa tudi nakazala potem tudi smer urejanja teh mestnih jeder. Na zadnjem panoju so predstavljeni posegi na grajskih stavbah. Tukaj bi mogoče izpostavila grad Vinico v Beli krajini, kjer je tudi nekako že tudi navezava na neke protiturške tabore, kjer je bila tudi z arheološkimi raziskavami odkrite ostanki nekdanje utrdbe in tako da tudi s temi prenovami prihajamo tudi do novih nekih zgodovinskih dejstev in novega poznavanja tega območja. Nadaljujemo s predstavitvijo javnih stavb. To so objekti, ki so namenjeni danes neki javni rabi, od Župančičeve hiše v Črnomlju do Stritarjeve hiše v Dolenjskih Toplicah, šole v Šmihelu v Novem mestu in pa nekdanje šole v Semiču, ki je bila pred kratkim prenovljena v muzej. Tu so tudi predstavljena neka dela in posegi, ki jih mogoče, če bi to šlo za neke privatne stavbe, ne bi bilo mogoče izvesti, in tudi prezentirane so poslikave v notranjosti, tako da tudi ta neka povezava. Želeli smo pa potem prav te javne stavbe združiti na enem panoju. Na naslednjih 2 panojih se pojavlja predvsem tako imenovana etnološka dediščina ali, kot smo poimenovali, tradicionalne gospodarske stavbe. Gre predvsem za enostavne objekte, kmečke objekte v rabi, od recimo lesenega mlina, rožmanovega mlina v Zgornji Pohanci, do potem liščeve kašče v Beli krajini, recimo sadne sušilnice na Razborah, to je pri Čatežu nad Trebnjem, potem Brulčev mlin, kjer je tudi lastnik se izjemno trudi z ohranjanjem in obnovo, v Hrušici na Dolenjskem. Poseben pano pa smo namenili muzejem na prostem, ki so tudi nekako nastajajo na tem našem območju. Izpostavili smo pa tukaj predvsem muzej kozolcev, deželo kozolcev v Šentrupertu, potem muzej na prostem Zagraški Log, to je Zagrad pri Škocjanu, ker je na pobudo domačinov začel nastajati nek muzej na prostem z neko to kmečko arhitekturo in pa domačijo občine 11, to je pri Trebnjem, kjer je bila celotna domačinja urejena in deluje tudi kot
manjši muzej. Na naslednjem panoju so pa predstavljeni mostovi, ki so del naše tehniške dediščine. Tokrat smo izpostavili prav mostove, ker v zadnjih letih je bilo kar nekaj mostov obnovljenih. Tukaj izpostavljamo predvsem železna mostova čez Savo in Krko v Brežicah, ki sta bila zdaj res temeljito prenovljena. In pa nekaj lesenih mostov čez reko Krko, ki jih pač poskušamo ta način gradnje ohranjati. In med njimi je tudi recimo prenovljen most v Cerkljah ob Krki, tako da tudi iz tega območja občine Brežice je kar nekaj objektov predstavljenih. Nadaljujemo z panojem, ki je posvečen krajem spomina, to je pač en del te naše zgodovinske memorialne dediščine. Izpostavljamo mestno pokopališče v Brežicah in velike grobnice nekdanjih meščanov, kjer že kar nekaj časa skupaj z Posavskim muzejem in občino poteka prenova teh grobnic. Predstavljamo pa tudi prenovo nekaterih spomenikov iz obdobja druge svetovne vojne, kot je spomenik na Gornjih Lazah, spomenik talcem v Vavti vasi pri Straži pri Novem mestu, ker je eden najstarejših na tem območju spomenikov iz tega obdobja, in pa letalo DC-3 Dakota, ki stoji v Beli krajini pri Metliki in je pač kot predstavlja nek spomenik nekdanjim partizanskim letališčem, ga pa zdaj že kar nekaj let zanj skrbi Slovenska vojska. Tako da tukaj pač mogoče tudi ta predstavitev sodelovanja različnih služb za ohranitev te dediščine. Na naslednjih dveh panojih je predstavljena sakralna kulturna dediščina, ki predstavlja v bistvu nekako največji del te naše kulturne dediščine. In tukaj so predstavljene prenove kar nekaj cerkva, od Bele krajine, potem cerkev v Šentrupertu, Sveta Barbara, tudi pri Šentrupertu, potem je predstavljena prenova kapele Božjega groba v Novem mestu, kjer ima danes svoje prostore evangeličanska cerkev in je bila pred leti temeljito prenovljena in tudi nagrajena iz strani konzervatorske stroke. Tako da želeli smo prikazati neko različne posege in pa čim več to raznovrstno to dediščino, sakralno dediščino na Dolenjskem in v Posavju. Z panojem o celostnem varstvu kulturne dediščine smo predvsem želeli opozoriti na neka večja območja, kjer se prepleta bogata naravna in kulturna dediščina. Tukaj smo se predvsem osredotočili na območje Gorjancev in Kočevskega roga, kjer pa zaenkrat pa se samo posamezni elementi varujejo, želeli pa bi, in s tem panojem na to opozarjamo, da bi bilo potrebno pristopiti celostno k obravnavi teh prostorov. Na naslednjem panoju pa so predstavljena restavratorska delavnica, ki deluje tudi na gradu Grm v okviru naše območne enote. In tako slikarska delavnica za štafelajno slikarstvo kot arheološka delavnica. In tukaj so pač predstavljeni nekateri posegi na posameznih predmetih. Tako slikah, kot kipih, kot tudi kovinskih predmetih v zadnjih letih. Na enem izmed panojev predstavljamo tudi delo, ki je mogoče javnosti malo bolj skrito in ne tako poznano. Gre pa predvsem za dokumentiranje dediščine, kjer je v bistvu pomembno, zato tudi za nadaljnjo izvedbo pri obnovi objektov je pač ta izdelava dokumentacije izrednega pomena. Predstavljena je tako sodobna tehnologija, od 3D modeli, digitalna dokumentacija, do še vedno uporabljene ročne risbe predmetov, pa do arhitekturnih posnetkov objektov, izrisi, rekonstrukcije nekaterih faz posameznih, recimo tukaj gre za cerkev v Šentrupertu, do nekega detajla pri neki cerkvi, pač risba, terenska risba, rekonstrukcija potem
sama v risbi do končnega izdelka. Zato želeli smo tudi ta del predstaviti, ki je dejansko malo manj poznan, vendar osnova za vse nadaljne naše delo. Na zadnjem panoju smo pa predstavili tudi naše delo na popularizaciji dediščine, tudi ta razstava, ki jo lahko tukaj vidite, je del tega. V zadnjih letih smo sodelovali pri izdelavi kar nekaj monografij, ki govori o dediščini, tako Dolenjskih Toplic, Šentrupert, Bela krajina. Kolega je sodeloval pri izdelavi monografije o vrtno-arhitekturni dediščini v Sloveniji. Sodelujemo in tudi pripravljamo posamezne simpozije na temo varstva dediščine z razstavami različnimi, gostujemo tudi drugje, tudi v Ljubljani. Tako da se poskušamo, mogoče res premalo še vedno, ampak želimo pač predstavljati naše delo in pač tudi s to razstavo nekako naše delo zadnjih let. Lepo vas vabim na ogled razstave o varstvu kulturne dediščine v jugovzhodni Sloveniji, ki bo v knjižnici Brežice od 15. septembra pa do 28. septembra in upam, da boste z vsebino zadovoljni, saj je kar nekaj objektov iz območja občine Brežice tudi na razstavi predstavljenih.